Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Danes so se v Zagrebu končno sešli predsedniki Slovenije, Srbije in Hrvaške, treh držav nekdanje Jugoslavije, ki zadnje tedne prav tekmujejo v medsebojnem razkazovanju mišic. Spor med državama je, kot je znano, povzročila Hrvaška, potem ko je pred časom v Bruslju geografsko zaščitila lik Josipa Broza Tita. Poglejmo najprej kratek utrinek srečanja med Kitarovićevo, Pahorjem in Nikolićem. Ćao, baby! Dođi, imam plan. Kakav miris. Hvala. Baš mi je drago. Ćao, mucak! A, Vice, Tamo. Idemo zajedno. jel uvijek pratiš gosta u toaletu? Zavisi. Sve okej? Malo mi je neugodno. Dolazi, evo ga. Čuvaj me, molim te. Dok sam ja s tobom, nemaš se čega plašit. Zažvalit ću te 3 puta. Samo 2 put. Još jedan. Dosta, molim vas. Evo, nije boljelo, jel? Gde si, Romeo? Ma čuva malo. Tako i treba. Druže Tito Evans. V slovenski delegaciji v Zagrebu je bil tudi zunanji minister Erjavec, ki je zdaj v živo z nami. Dobar večer. Gospod minister, kako kaže? A ste se uspeli kaj dogovoriti? Kje pa? Tukaj so vsi šokirani nad, kot pravijo, podlim slovensko-srbskim poskusom, da si prilastita eno največjih osebnosti v hrvaški zgodovini. Vsa politika na čelu s predsednico Kolindo Grabar-Kitarović je prepričana, da je Josip Broz 100% Hrvat, od glave do pete. Da je bila njegova mama Slovenka, je pa za njih čist nepomembno. Hvala za enkrat, minister. Kaj, ja, to je to. 1 uro stojim tukaj na mrazu, da povem 2 stavka. Še vas bomo rabili, počakajte trenutek, prosim. No, naj ti boks, glih ti. Poglejmo kratko kronologijo spora, ki jo je pripravila Lorela. Začelo se je pred 2 mesecema, ko je znana britanska revizijska hiša Deloitte vrednost blagovne znamke Josipa Broza Tita ocenila na 200 milijonov evrov. Le 2 tedna zatem je Hrvaška v Bruslju geografsko zaščitila lik maršala Tita. Slovenija je tej geografski označbi takoj ugovarjala, saj gre za podoben primer kot pri kraškem teranu in kranjskih klobasah. Odgovor Hrvaške je bil pričakovan. Naš Tito je rođen u Kumrovcu. Njegov otac, Franjo, bio je Hrvat. Školovao se u Sisku i radio kao bravar u Zagrebu. Kakve veze sa tim ima Slovenija? Nikakve. Osim da su ga zabrljali u Ljubljanskom kliničnom centru. Tito je, bez sumnje, jedan od najvećih hrvatskih brendova, a mi ćemo učiniti sve da tako i ostane. Ministrstvo za zunanje zadeve je tako Hrvaško kot Evropsko komisijo opozorilo, da Titove korenine nedvomno segajo tudi v Slovenijo, saj je bila njegova mati Marija Javošek doma izpod Srede. Pri pripravi dokumentacije so sodelovali priznani strokovnjaki na čelu z zgodovinarjem Jožetom Pirjevcem. Tito je bil rojen leta 1892 v takratni Avstro-Ogrski, katere sestavni del sta bili tako Slovenija kot Hrvaška. Res je, da se je rodil v Kumrovcu, a ne pozabimo, da je umrl v Ljubljani, večino življenja pa preživel v Beogradu. Moje mnenje je, da je Josip Broz Tito blagovna znamka, ki pripada ne le Hrvaški in Sloveniji, ampak tudi vsem drugim državam s področja bivše Jugoslavije. V državah nekdanje SFRJ danes ni več veliko Titovih trgov in ulic, še največ jih je na Hrvaškem, ker je Titova obeležja ohranilo 20 manjših mest, največ v Istri. V Bosni je takšnih krajev 10, v Sloveniji je Titovih ulic in cest 6-7, prav tako v Makedoniji, v Srbiji le 5. Pa ne može Hrvatska tek tako da uzme Tita. Zaboravili su gde je kuća Cveća, pa normalno tu u Beogradu, gde je čovek radio praktično celog života. Ne može to tako. Ako ih stvarno zanima, neka svakoj državi
s područja bivše Juge isplate deo naknade od okupne vrednosti 200 milijuna eura i gotova priča. V Zagrebu je, upam, da še vedno z nami, minister Erjavec. Sem še jaz, sam ne bom več dolg. Kakšna je možnost, da Slovenija za trženje Tita dobi vsaj 15 let prehodnega obdobja, kot recimo Hrvaška pri kranjski klobasi? No, to je realna možnost. Sam če mene vprašate, jaz bi rajš vzel denar. Predlog je, da Hrvaška plača polovico vrednosti blagovne znamke, kar pomeni, da bi od teh 100 milijonov Srbi dobil pol, mi tretjino, Črna Gora, Bosna in Makedonija pa skupaj slabo petino. Vi bi Tita prodali za 30 milijonov evrov? Zakaj pa ne? A vi veste, koliko upokojencev lahko kupam s tem? Hvala, gospod minister. Poglejmo še ostale novice. Na tradicionalnem sejmu nestrpnosti in kmetijske mehanizacije v Šenčurju smo srečali dva poslanca, ki sta kupovala star traktor. Preveč je želene, ne strič Branko. Pravilno razmišljaš, mali. Ja, S takimi nimamo kaj početi v naši stranki. bom ne pravo slikča. Aj, Titar! Upoštev pridejo modri alarmeni Dojc, Zetor in Ferguson. Podeževijejo v desno. Lej ga, kje si ti zastavonoša? Živja. Gužva, ne? Smo zbrali krasen in odličen model za mi v stranki se vozimo na vsak projekt. Tudi s traktorji, če bo treba. Me pa malo moti, da je na tem sejmu več trenirkarjev kot traktorjev. Sramota. Luč na koncu tunela je včeraj ugasnila Donaldu Trumpu. Poglejmo, kako je svojim privržencem pričaral trdo temo. Lej ga hadiče. Ene luče gosnu. Turista kasmateh. Ene bi še kar naprej rada živelo v trde temi. Bog, ne robim tvoje pamoči. Kaj bi rad? Ne zajebavat. Ne me zajebavat poštene ljudi, ki živijo v trde temi. Kaj? Koliko procentov ljudi še ni videl nobenega sonca? Koliko je hota solari, koliko je še ni videl morja? Kaj? Nema tega delat. Nisem šanc na žare. Zdaj bomo skupaj vrnili luč. Vrn temu gremo. Vrnal bo fajt. Vrnal bo fajt. Vrnal bo fajt. Ugasim se. Pazi tule. Yes. Porka duš. Zdaj smo spet v temi. Nocoj se bomo posvetili samooskrbi. Kruti kapitalizem nas uči, da za vas ne bo poskrbela ne država, niti sistem, ampak boste zase morali poskrbeti sami. Če hrane ne znate pridelati sami, se je pač treba znajti. Obstaja kar nekaj možnosti. Eno od njih sta nam prijazno pokazala ministra Židan in Klemenčič. Lega, Dobar dan. Dobar dan. zdravo, kako? Dobar dan. Greva kar pogledat. Dobar dan. Ja, pojd z mano. Ne, Tam je hrana. okej. Toliko sem lačen, da Dober kmeta tek. pojedu. Ti povem. Pozdravljeni. Lepo, da ste prišli. Ja, malo sem se Ej, oglasil. povej, da imajo ful lepe klobase. Res, lepe. A ne de, bi eno probal. Z veseljem. Dobro zgleda. Daj prašiča. Super je. Pomož tali Jelinova, poj soseda tale, probaj. Ne se finga delati, veste, se smo pravi takole, se smo te domač, se Bom malo kranjske. Moram vam pa nekaj povedati. Tale sosed je bil zelo boleč. Politika je že od nekdaj zagovarjala popolno samooskrbo. Zato nas ne čudi, da vsaka politična opcija, ki pride na oblast, najprej poskrbi zase in svoje najbližje. A včasih se stvari zapletejo. Zato imamo posebno parlamentarno komisijo za samooskrbo, ki obravnava primere, ki preveč poskrbijo zase. Tokrat se je pred komisijo zagovarjal Uroš Rotnik.
Dober dan. Najher sete se. A tukaj? Klele! Ker torbo dajte na mizo. Slečte se. Pa v žepih kaj imate, pokažite. Nič nimate. No, odprite, ja, torbo. Pokažite nam zdaj pa papirje, naročilnice, dobavnice pa račune, prosim. Kaj vam je vroče ali kaj? No, suknjiš dajte dol. Ja. Tako. Nič se bat. Ne bo nič bolela. Ja. No, naša komisija je dobila pritožbo, da ste malo pretiravali z vašo samooskrbo. Nič ne rečem, da to ni lepo, da poskrbite zase. Samo pretiravati pa ne smete, a ne? In to ni ravno etično, a ne? Zdaj nam boste povedali vse, kar vam je v tej prekleti zadevi znano. Mi smo imeli že veliko prestopnikov tukaj pred nami, ki so nam vsak na svoj način nalagali, zakaj je to potrebno, kako je to korektno, ampak mi se tukaj ukvarjamo z butično odgovornostjo in s tem začnemo. Jaz sem tu napisal, kdaj pa kako sem zaslužil te milijone, da bo vse zgledalo bolj legalno. Se pa tudi strinjam s predsednikom komisije, da sem malo pretiraval s to samooskrbo. Eno so doma pridelane provizije, nekaj povsem drugega pa podkupnine tujega izvora. O tem sem napisal spis, ki je čista drama. Kolikor je meni znano, si bil tudi ti vpleten v njegovo samooskrbo. Ne. To imaš pa napačne informacije. Jaz sem kot minister samo požegnal njegov projekt. Pol se je pa vmešala politika. Ful se ti sveti čelo, tako da moraš imeti nekaj masla na glavi. A res? Spoštovani gledalci, sledi priljubljeni pogovorni šov z Marcelom Štefančičem. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospod Račkofa, je Slovenija pripravljena sodelovati pri projektu Toma Križnarja in rešiti nube s frontne črte sudanske državljanske vojne. Mi bo pojasnil aktivist in humanitarec Tomo Križnar. Živo. Dober večer. Ok, kakšna je osnovna ideja, ne? Želja je, da bi jih pripeljali v Slovenijo, naselili v Triglavski narodni park. Ok, sliši se radikalno, ampak greva po vrsti, ne? Koliko jih dejansko je? Nub je bilo 2 milijona, tukaj Slovencev. Zdaj jih je tam še pol milijona. Ok, dobro, toliko so jih pobili samo zato, ker so se znašli dejansko na napačnem mestu ob napačnem času, ne? Tako je. Ostalih je samo še četrtina, ki se skrivajo po gorah ali pa živijo v koncentracijskih taboriščih. Ok, dobro, ampak ti bi jih pripeljal v Triglavski narodni park in tam dejansko napravil rezervat. Drugač jih bodo Arabci strebali in treba je tem ljudem pomagati. Vi veste, koliko velik narod smo Slovenci, koliko velikih narodov živi okoli Slovenije. Ma pohopsajo nas v trenutku, sam če hočejo. Kdo nam bo pomagal? In to se je zgodilo nubam. To so najbolj čisti ljudje na svetu. To so ljudje, ki so navajeni živeti v gorah. Miroljuben so, priden so, strpen so. Ok, dobro, nube nikoli niso imeli ambicij, da bi se organizirali kako politično silo, ampak so dejansko vedno živeli zgolj za preživetje na dokaj primitivni ravni, obdani z rastlinami, skalami, vodo, živalmi, ne? Nube dojemajo stvari čisto drugače kot drugi ljudje. Ena nubska plemena živijo patriarhalno, druga matriarhalno. Kjer vlada ženska, so moški sam za seme pa za fizična dela. Tudi za pri otrocih gledajo to čisto drugače. Vaški otroci so last vseh. Ok, ko se okrašujejo telesa, ne, je najbolj fascinantno to, da se fantje poslikavajo, ne, punce pa se režejo, ne. Punce se brezgotinjo. One imajo take zanimive zadeve, tudi rokoborbe recimo, ki se fantje grejo pomeriti za čast in pravico izbire dekleta. To je pestro življenje. Njihov ples je tako silovit ples, da padeš v trans. Ok, dobro, ampak kako boš prepričal Slovence, ne? Slovenci so taki po nekem drugem transu, ne? Nočejo beguncev, nočejo otrok, ne? Nočejo nikogar, ki ne skače kot Slovenc. Ma dej, oni ne bodo imeli Slovenci nobenega kontakta, jaz vam to obljubam. Vse, ki bo hotel jih hit pogledat, obiskat, bo lahko šel, oni ne bojo ven hodili za rezervata. Oni rabijo mir, oni imajo svoje modrijane in vrače, ki jih pozdravijo, pa ki skrbijo za ravnotežje.
Slovenija bi bila dejansko edina evropska država, ki bi imela svoje afriško plemene. Vi, ljudje se ne zavedate, kakšna promocija bi to bila. To bi cel svet bi spoznal kot gostoljuben, srčen in strpen narod. Ok, daj mene si pripričal, ne pripričaj še Slovence, ne? V katero kamero? V tole. Dragi Slovence, sem tu vas prosim, dajte bote ljudje. Hvala. To je bil Tomo Križnar, človek. Mi pa se vidimo, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, naslednji teden v istem času na istem kanalu. Živ. Thanks, stari, thanks. Na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Pozdravljena, nocoj bom razkril dve mali skrivnosti nogometnega giganta iz Barcelone. A res, to pa komaj čakam. Prva je ta, da na treningih igrajo z nenavadno velikimi žogami. Tu gre za nekakšno psihoterapijo, da igralci dobijo določen odpor do žoge, zato da jo potem na tekmi mučijo v nedogled. No, še bolj pretresljiva informacija iz tabora najboljše nogometne ekipe iz zadnjih let je ta, da ima njihov prvi mož Lionel Messi določene psihične težave. Rutinski zdravniški pregled je namreč pokazal, da zadnje čase trpi kot Jezus Kristus. Madonna, ma saj tudi izgleda kot Kristus. A to pomeni, da Messi ni več nogometni bog? Ne, to samo pomeni, da ima krizo identitete. Je to vse za nocoj, Zmago? Ja, to je za ta denar. Za konec nocojšnje oddaje poglejmo še na rdečo preprogo letošnjih Oskarjev. Tam sta se po dolgem času spet srečala naša stara znanca iz Titanika Kate Winslet, ki je bila nominirana za žensko stransko vlogo, in Leonardo DiCaprio, ki je letos po 5 nominacijah prvič dobil kipec za glavno moško vlogo. Na Oskarjih je bil tudi naš posebni poročevalec Marjan Jerman. Kje pa imaš DiCaprija, sta spet skregana? Where did you hear that? Come here, if you dare to. Ne morem čez to ograjo. Watch out, there's a cockroach. Come here. Come here. There's an asshole asking me if you are angry with each other. Oh, you can't take them seriously. A zdaj sta spet frenda, ali kaj? DiCaprio, a je res, da dovozna pot na vašo parcelo pele po nejni? Gospod DiCaprio, koliko ste plačali za asfaltiranje dovozne poti? Don't listen to him. Come on, let's go. What access road? Hey, what you doing? Knock it off, leave me alone. Don't behave like that. Everybody's watching us. Je res, da je tista trasa javno dobro? Še eno vprašanje vam, a imate gradbeno dovoljenje za bazen na vašem posestvu, pa kdaj ste ga dobili, če ni skrivnost? Leave me alone, Jerman. No, a boš kaj pripomnil? Tudi jaz bi se rad enkrat sprehodil po rdeči preprogi. Je kakšen problem? Greš v lesnino, jo kupiš, položiš v dnevni sobi in se sprehodiš. Ni slaba ideja. To je bilo vse za nocoj. Spremljajte nas na družabnih omrežjih in YouTubeu. Če ste nas zamudili, bomo vsak hip v 4D arhivu. Vidimo se naslednjo sredo. Čau!